z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo naproti 10 gobavih mož. Oddaleč so se ustavili in na ves glas govorili: Jezus, učenik, usmili se nas. Ko jih je zagledal in je rekel: Pojdite in pokažite se duhovnikom. In med potjo so bili ozdravljeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval. In ta je bil Samarijan. Jezus pa je odgovoril: Mar ni bilo 10 očiščenih? Kje pa je onih 9? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca? In rekel je: Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Danes je pa Božja beseda toliko naravnana na zdravje in ozdravitev, da bi bilo lahko primerno že za kakšno srečanje zdravstvenih delavcev. Že prvo berilo govori o zdravljenju nekega gobovca, potem pa še pri evangeliju 10 gobovcev. In tam v prvem berilu, ko je do preroka prišel ta bolni človek, ga sploh ni ozdravil, ampak je se rekel prerok: kar pojdi, pa se umij tam v reki Jordan. Se je bil jezen, ni hotel, so ga mogli drugi prepričati. Tukaj pri Jezusu pride 10 gobovcev, jih ne ozdravi, kar pošlje, kar pojdite. In so šli v Jeruzalem in so bili ozdravljeni, verjetno na poti, ker se pokaza duhovnikom, takrat so bili pač tu najbolj izobraženi ljudje, ki so nekako prepoznali zdravje ali bolezen. Med potjo je prišlo do zdravljenja in so dobili atest, da so zdravi. Ali kako se reče, par let nazaj smo dobili covidno potrdilo, so nas malo takole povrtali in potem smo lahko hodili po trgovinah pa naokrog, če smo dobili tisti papir, drugače so pa doma ležali. Me pa preseneča, da je eden od teh 10, ki je bil ozdravljen, prišel nazaj. Kaj mu je manjkalo? Ker če mu ni nič manjkalo, ne bi nazaj hodil. Jaz sem po eni strani hvaležen, večkrat drzno besedo bom zdaj rekel. Hvaležnost je v tem, da kakšne res hude bolezni v življenju nisem doživel. Pa je bilo nekaj bolnišničnih zdravljenj, bolj so me skupaj sestavljali po poškodbah, pa pošraufali. Tudi kakšna bolezen, tako zaradi grla na intenzivnih 5 dni. Ampak dostikrat, ko slišim, pa ta beseda kar drži. Ko ljudje rečemo, bom kar zase vam navezal, samo da bo zdravje, pa bo. Če ni zdravje, ni nič. In res, ko je enkrat pride bolezen, so se ustavi. Ne da se delati, ne da se skrbeti za druge, še zase ne. Človek je nemočan. Če bolezen huda, gre do smrti. In ob novem letu, kako lepo voščilo. Se res želim, da bi bilo iskreno, ko se voščimo, srečnega pa zdravega. Ker če zdravje gre, takrat je težko. Ampak drzna misel je po tem, ko sem napovedal, ali je res zdravje vse.
Ker če bi to tezo dali, da je zdravje vse, potem ta 10. ozdravljenec ne bi se vrnil nazaj, ker je dobil zdravje, je dobil vse. Ampak šel je nazaj k Jezusu. Kaj mu je manjkalo? Kaj je bila težava, da se vrnil? Aj morda pomislil, zdaj sem zdrav, ampak zbolim lahko ponovno, mogoče ta bojazen. Ker tudi mi, ki smo preboleli kakšno bolezen, ni gotovosti, da je zdaj ta stvar zavedno odmaknjena. Morda je pa ta človek razmišljal, zdrav sem, lahko delam, živim, skrbim za druge, ampak trajno pa tega ne bo, je morda še za 20 let, 30. Kaj pa potem? Imam res vse. Temu človeku je nekaj manjkalo za naprej in je prišel k Jezusu in je prav padel na tla. Prej, ko je bolan je oddaleč vpil, Jezus, učenik, usmili se me. Zdaj pa lahko prišel zraven je prišel. Ko je človek bolan, tako včasih občutek, da je Bog daleč, odmaknen. Potem, ko je dobil zdravje, kot človeško gledano, je dobil vse, ampak mu je nekaj manjkalo zelo močnega. To je ta povezanost z Bogom, ki daje zagotovilo prihodnosti, ne za ta trenutek. Ta trenutek je bilo vse. Prihodnost je vprašanje. In je prišel tik pred Jezusa in piše, evangelist je padel na tla, da bi sedno z glavo na tleh je bil in se zahvaljeval. Veste, zahvala, tako pa malo iz lastne izkušnje nekako lahko povem. Če se zahvaljujem za zdravje, en delček tako ne v mojih mislih pa je Bog, ne kot tako naprej, da bi to ohranil. Če se zahvaljujem, da je uspešno delo bilo opravljeno včeraj, nekaj malo takole zraven prošla, taka mečkena drobna, pa jutri, da bi dobro potekalo, ko bi to in to radilo. Odite, v vsaki zahvali imamo od zadaj vsaj misel en košček prošle. Ampak to lahko nosimo v sebi takrat, ko imamo že nek odnos do Boga. In ta človek, ta tujec, imel odnos ali pa želel ga je graditi. In kaj mu Jezus reče? Je rekel, vstani, to je čisto razumljivo, če je tam na tleh, pokonci in pojdi. To ni, da bi ga odslovil, napodil, nagnal stran. Človek, ki hodi, je živ človek. Mrtev ne gre nikamor, tam obstane. Ampak ta človek je dobil življenje od Jezusa Kristusa, od odrešenika. Zato je lahko šel, se premikal, hodil, življenje nosil v sebi in ga prinašal drugemu. Se mi zdi res čudovita ta Božja beseda, da mene sprašuje, imam primerno zdravje, včasih tudi premalo, ampak iščem presežek tega. Ta odnos s Bogom, ki daje tudi potem pogled na življenje, hvaležnost, mojo prihodnost, tudi veselje, radost, smisel življenja. Koliko stvari je poleg zdravja še potrebno za lepo življenje. In ta tujec, Samarijan, je prišel do Jezusa v veliki hvaležnosti in res v močnem odnosu do njega. In ta odnos se ni prekinil, ko je od Jezusa odšel. To je nosil v sebi in tako kot smo mi tukaj zbrani pri sveti maši, ta dar Božje povezanosti bomo odnesli v današnji dan, v prihodnji teden, v delo, ki ga imamo, med bližnje, s katerimi živimo, da bi tudi za nas bile besede
Vstani in pojdi, tvoja vera te rešila. Zato vas povabim,